A se mogoče kdo spomni od zadnjič, kako se nastavi statična stran za glavno stran? Ja, najprej narediš page, kaj pa potem? Kako nastaviš tisti page, da je glavna stran? Se pravi, ko priješ recimo na linapiskur.com, da bi bil tisti page. Kdo? Ne? Ja. Settings pa reading. Dajmo mi zdaj recimo eno od naših strani, se pravi, pejmo pod pages, da vidimo, kaj imamo. Jaz bom recimo tale moj sample page. Mimo grede. Na pageih in pa na novicah imam jaz možnost, če grem z miško čez, določene te informacije takoj na tem istem zaslonu, ne da bi rabo klikniti noter ali pa na edit, to je eno in isto sicer. Se pravi, če kliknem na quick edit, mi takoj odpre v istem zaslonu neke možnosti, kot je recimo naslov te podstrani ali pa URL, ki ga ima ta podstran, ali pa datum, ali pa če bi hotel geslo, oziroma če bi hotel narediti, da je ta element podelement enega drugega, se pravi o nas, pa potem Janez Novak. NPR. In tukaj bom jaz spremenil samo to, da mi bo logično. Zdaj bom dal glavna stran. Tukaj le spremembo, pa bom dal update. Torej, tisti moder gumbek, update, da ga še imamo. Potem bom šel pa v settings in pa reading. In čisto zgoraj, je ta opcija, ki jo jaz hočem, Your homepage displays. Vedno, ko bomo imeli prvič nameščen WordPress, bo on poskušal, tako kot je bil pač originalno zasnovan, kot blok sistem, da pokaže kronološko razdeljene te novičke. Settings pa reading. Logiraš samo z miško čez, pa ti bo odprl tisti meni in potem samo klikneš na reading. In tukaj bom jaz zdaj izbral, Your homepage displays a static page, pik, in tukaj le izbral glavna stran. Tukaj, homepage, glavna stran, save changes. In če kliknem zdaj na naslov moje spletne strani, to, da me vrže spet nazaj na spletno stran, lahko vidimo, da je tole zdaj malenkost drugače, kot je bilo prej. Moj sample page je zdaj glavna stran, ko pridem gor, vitamini.si, pok, je to zaenkrat. Zdaj pa... Ja? Absolutno, bomo prišli do tega malo. Zdaj pa pejmo tukaj le, ko sem zdaj na glavni strani, tako kot sem rekel, ta admin bar je kontekstualen. Ker sem zdaj na tej podstrani, mi da tukaj le zgoraj možnost edit page. In v trenutku, ko kliknem na edit page, me bo vrglo na urejevalnik, ki ima zdaj en ekstra gumbek, kakor ga je imel včasih, nima ga še malo počakam. Še malo počakaj. No, očitno bom mogel ta del zrezati ven iz videa. Kaj, kje si? Halo? Mi je miška, kompjuter zamrzno. Juhu. Evo, Lina že ima gumbek, jaz še nimam gumbka, Valentina že ima gumbek, vsi imajo. Kaj? Okej. Očitno moram brcniti v ta računalnik, da bo stvar začela delati. Evo ga, no. Gumbek. Ne, pet nazaj. Tukaj. Pik, imaš homepage. Tukaj imaš homepage. And they save changes. Lahko je. Evo.
Zdaj pa počakaj še mečken. Ok, no in dajmo zdaj klikniti na tale veliki gumbek Use the Divi Builder. Do vsega tega bomo zdaj še prišli, ampak samo za začetek, ko gremo skozi možnosti te teme, bi rad, da gremo na hitro tukaj na Load Layout. Load Layout. Ok, počakamo, da se stvar naloži. Pa si dajmo izbrati recimo eno izmed tehle zadevščin, mimo grede. Zato, ker smo prej ukomponirali moje uporabniške ime pa geslo, se pravi, je to vezano zdaj na ta račun, imamo tukaj zdaj že 88 enih paketov, nekih dizajnov, iz katerih lahko izhajamo. Se pravi, da ne rabimo izhajati iz nule, oziroma da lahko recimo pogledamo, zanima me, kako so pa recimo zdizajnirali neko zadevščino, kako so zdizajnirali zdaj to, da je točno tako. In katerega koli od teh 88 paketov si lahko izberem. Jaz si bom zdaj za hec izbral, dajmo tale Design Agency, ki smo glih za dizajn, pa si bom tukaj, se pravi zdaj, vsak od teh 88, ima pa zdaj noter, postavitve za posamezne podstrani, kako so si jih oni zamislili. In si bom recimo zdaj izbral tukaj Home, saj mislim, da je Home že izbran, ja. In tukaj imam gumbek Use this layout. Mimo grede od spodaj je še tale možnost Replace existing content. To pomeni, da vse, kar imam trenutno na tej strani, mi bo pač prej pobrisal ven, kar je pač, ker imamo sample page, seveda logično, medtem ko mogoče v neki situaciji bi želeli, da se to samo doda zraven kot neka opcija. Počakamo še malo, tukaj lahko vidimo, da vse je, do vsega tega še pridemo, nič bati, samo kliknite tukaj na Update, da se stvar posodobi. Pik, počakamo, da je ta stvar shranjena. Ok. Vse ok? Super, Joomla je top, ja, že 5-10 let ni bila update, ampak ok, ja. Ja, Joomla je pač nek sistem, ki, mislim, že takrat, ko se mu je Mambo rekel, ko so ga forkali, mislim, od takrat naprej zgleda isto. Ja, vse folk gre masovno dol, problem je samo pač, ker se določenih vsebin ne da ful enostavno importirati, tako da pač moraš se z bazami začeti hecati. Ja, takle imamo. Odlično, čestitam. No, dobro. Zdaj čisto za hec, no, dajmo si pogledati zdaj to stran, ki smo naredili. Pejte tukaj zdaj na View page, kliknite gor in bomo videli, da naša nova spletna stran je naenkrat kar konkretno drugačna, kot je bila prej. Moja mucka za pico je še vedno sicer gor, ampak vse ostalo je pa zdaj, še celo animacije imamo, ni da ni nekih vsebin. Vse to bomo spoznali. Sorry? Absolutno, ja, vse te lahko uporabljate od kadarkoli. Kadarkoli. Bomo prišli do tega, vse se lahko spremeni tukaj, lahko se jih kombinira, ni da ni. Dajmo iti zdaj tukaj v My Blog in pa potem Theme Customizer. V administraciji imamo to pod Appearance in pa Customize. Ista zadevščina. Če bi šel z miško, če bi bil na spletni strani, bi šel tukaj čez, Theme Customizer, drugače pa Appearance in pa Customize. Tukaj se bo večina teh globalnih dizajnerskih nastavitev za našo novo temo skrivalo.
V trenutku, ko se bo naložil, se bo tukaj skrivalo kaj za našo temo. Halo? Evo, bravo. Nas še tukaj mora nekaj biti. Evo, no zdaj pa celo imamo. Ok, zdaj pa rabim jaz pauzo, tako da 5-minutna pauza. Ja? Ja. Dobre. Zdaj pa je bilo pri meni bel, ne rumen. Ja. Pa pol moram biti za zadnji švik, da pa še nek catch ponavadi. Ne, veš kaj, lej, to so dizajni, ki pridajo skupaj z pač naročnino. Ne? Se pravi, vsi ti dizajni so vezani, to so elementi, ki so zdizajnirani v divi temi. Ne? To ni zdaj neka ločena tema. Ja, ker sem prijazen, ja. Ne? Tisti je pa čisto, veš, ločeno, ne? Se pravi, veš, za tem še vedno laufa divi, ne? Divi kot ta glavna tema, ne? Vse, kar je to, je pač zdaj nek modul, ne? Ki je zdizajniran, da je pač, ne vem, veš, tole z takim fontom, tole s takim fontom pa s tako barvo, neko ozadje, ne? Gumbek je tako dizajniran in to je to, ne? Se pravi, gre samo za veš, tako, da bi dobila recimo InDesign file, ki je pač tako pa tako postavljen, ali pa, ne vem, Photoshop file, ki je tako pa tako postavljen, ne. Ampak vse, kar je tlele od zadaj, je divi, ne. Medtem, mislim, veš, divi je, kar se tega tiče, veš, lahko vse ali pa nič, ne. Tako zelo kompleksna tema je, ker ti omogoča praktično vse. Ne? Mislim, te stvari se mi zdijo fajn glih zaradi tega, da vidiš, kaj vse je možno. Ne da, veš, bomo zdaj pač samo, ne vem, veš, en mehen modulček fliknili noter in je potem to, ne? Ampak da pač res vidiš, da, ne, kaj vse, ne? Že samo tukaj, ne, veš, to je zdaj neka sekcija, ne? Potem imaš tole, ne, tole, ne. In, ne, veš, aplicirano je samo nek font in pač neka barva, ne. Pok, 1/3, 3 slikce. Ne, mislim, vse to bomo se naučili narediti. Ja, že danes nekaj, pa naslednjič še nekaj, ne. Zdaj pa, veš, ne bom vas pa mogel naučiti, kako si to postaviti, ne. Mislim, bom poskušal boljš povedati, kako si zdizajnirati, da bo stran izgledala fajn. Ne, to je pač znotraj drugih predmetov, jaz vem samo, kako si jo lahko postaviš, ne, se pravi, pač moraš imeti neko idejo, veš, kaj bi fliknila noter, ne, pa se lahko igraš z nekimi dizajni, ne. Pik. Okej. Smo vsi zdaj v Theme Customizerju noter? Ja? No, zdaj pa dajmo se malo sprehoditi skozi možnosti, ki nam jih omogoča ta tema. Zdaj, eno stvar bi še preden začnemo naredili in sicer dajmo tlele klikniti na menus, samo toliko, da zdaj letale naš meni, ki ga imamo. Se pravi, moj prvi meni, ki sem ga recimo jaz naredil, vi ste mu dali malenkost drugače ime. Tukaj dajmo obkljukati še tele 3 opcije. Tisto, kar smo zadnjič delali, recimo tista tema, je omogočala samo eno samo lokacijo za ta meni, medtem ko tale mi omogoča še 2 dodatni lokaciji. Ja? Petra, pejdi pod menus in pa potem mi bomo pa mogla najprej še narediti en meni, se pravi, da je create new menu. Ja? Pa obkljuki vse te 3 stvari. Evo, in da je next. Pa dajmo še eno ime, recimo Franska. Evo, pa zmagamo. Tako, ne? Torej, kako gremo znotraj tega, ne, znotraj te navigacije, gremo eno stopnjo višji, tako da imamo tukaj tole puščico
in jaz bom še enkrat kliknil na to puščico, da bom prišel nazaj spet na tale blok vseh nastavitev. Zdaj, ko bom poskrolil čisto spodaj, zakaj me pa tega ni shranil, samo sekunda. Sem jaz pozabil klikant? Pozabil sem klikant. Ok. Dobro, imamo meni. Evo, tudi jaz imam zdaj tukajle, ne? Lahko vidite, da se mi je naenkrat pojavil še en meni zraven. Saj to je samo to, da vidimo, kakšen dizajn option mi tukaj dopusti, ne? Se pravi, ta tema ima primaren pa sekundaren meni, ki ga lahko nekako, recimo, v svojem oblikovalskem kontekstu si ga pozicionirate. Mogoče, ne, v tem sekundarnem meniju, recimo, tema omogoča, da date svojo telefonsko številko, pa svoj e-mail, pa še tiste ikonce za socialna omrežja, ne, ki se pač tukaj še dodatno pojavijo, ne. Tukaj bi lahko, ne, se pravi, poleg ene navigacije, ki je, ne vem, domov, galerija, kontakt, o nas, whatever, ne. Samo tukaj od spodaj. Ti imaš malenkost, imaš premehno resolucijo in ti skače na tablični način. Probiva iti Ctrl minus, da ti malenkost zoomira ven. Oziroma, kaj imaš Command minus, verjetno. Zdaj. Da pač zoom out. Evo, ne? Zdaj pa ga imaš, ne? Tuk. Tako. Ok. Jaz grem zdaj 2 koraka nazaj, da spet pridem ven. In da pridemo zdaj na to glavno stran. Ok, pa pojdimo v General Settings. In pa Site Identity. Tukaj imate spet možnost spremeniti ime svoje spletne strani in pa nek podnaslov te spletne strani. Enako imate tudi v Settings pa General, ampak tudi znotraj Theme Customizerja mi da te dve možnosti. Tukaj spodaj, kjer pa piše Site Icon, si pa lahko nastavite tole ikonco, ne, ta favicon, ki se pojavi v brskalniku zraven vsakega zavihka. Ne. Torej, imate nek logotip v neki kvadratni obliki, ne, in si ga lahko tukajle date, takole nastavite. Ne. Se pravi, tukajle date Select Image in date en svoj logotip noter in ta logotip se bo potem, da vidim, če mi spusti tole mucko noter, ker je samo 512 x 512 pik. Če bo sreča dala. Tako, mora ga obrezati, zato ker mora biti kvadraten. Ne? Ta stvar podpira transparenco. Ne? Se pravi, če imate nek logotip za transparenco, PNG ali pa GIF, bo potem tukajle pač transparentno in bo samo ta ikonca. Ne? Tako, kot ima recimo Reddit, tako, kot ima WordPress, tako, kot ima 4chan ali pa še kaj drugega. Ok, pejmo en korak nazaj. Mimo grede, ne? Zdaj sem skočil na en drug zavihek in tukaj lahko vidimo že tole mojo ikonco v enem izmed tisočih zavihkov, ki jih imam, noter, da stvar deluje. Ok, pejmo druga stvar pod Layout Settings. Divi nam omogoča dva različna načina, da se dizajn postavi. Boxed layout in pa pač
full layout. Ne. Se pravi, to gre od levega, maksimalno levega roba zaslona do maksimalno desnega roba zaslona, če si to želim. Če si tega ne želim, si tukaj obklikam Enable Boxed Layout in mi bo zaprlo to stvar na določeno širino zaslona in koliko je ta širina, si lahko tukaj nastavim. Ne. Se pravi, zdaj je na 1080 pikslov, če bi želel, bi lahko to še malo zmanjšal na recimo 960. Kakšna blazna sprememba se ni zgodila. Zato, ker imam očitno glih takšno resolucijo, pa bom še jaz malo zamiral ven, da boste videli, kako to izgleda. Aha. Da vidim, kje je moj problemček je tukaj. Se pravi, če jaz zdaj začnem premikati, koliko je maksimalna širina moje spletne strani, lahko zdaj vidimo, da stvar laufa 960, pa bom šel malenkost naprej, tako da to vidimo. Gutter width je ena nastavitev, ki tretira razmak med temi moduli. Ne. Ko bomo prišli od teh modulov, jaz bi to kar pustil, tako kot je bilo nastavljeno, se pravi, da pač je med moduli nek majhen prostorček, se pravi, da niso speštani čist eden ob drugega. Ne. To pač, če bi želeli neke specifične dizajne imeti, imamo to tukaj možnost in pa imamo tukaj možnost tudi definirati, koliko zelo velike so sekcije. Do tega bomo še prišli, ampak samo toliko, da imamo tukaj. In pa ta zadnja stvar, Theme Accent Color, je že ta prva možnost z barvo, ki jo bomo imeli, da spremenimo barvo na naši spletni strani. Če kliknem zdaj na Select Accent Color, mi bo odprlo en zelo fajn color picker, kjer imam zdaj tukaj dve dimenziji. Ne. Ta dimenzija je barvno kolo, ta dimenzija je svetlost oziroma nasičenost in ta dimenzija je svetlost in ta dimenzija je nasičenost. Tale čist na desni je pa, koliko je stvar vidna, se pravi opacity, glih obratno, koliko je stvar transparentna. Ne. Mislim, da nimamo slovenskega izraza za to. No. Ja, ampak ni koliko je prosojna, ampak koliko je neprosojna. Ne. Koliko je opacity, je pač 100% opacity, da je stvar popolnoma neprosojna. Ne. Medtem, ko nič procentov je, da se skozi njo stvar vidi. In mimo grede, ne, na vseh teh barvnih pikerjih, tako kot smo imeli prej nastavitev pod Theme Options, imamo te barve. Ne. Če bi takrat katerokoli od teh barv spremenili, ne, imamo tlele vedno potem iti možnost in izbrati točno tisto barvo, ki si jo želimo. Ne. Mimo grede, zdaj, ko sem izbral to rdečo barvo, imam to rdečo barvo že tukaj na tem sekundarnem meniju in pa mislim, da če grem z miško čez en meni, ki ima podelemente, ne, se pravi čez spustni meni, imam tudi tukaj en ta rdeč flehec za to. Kako? To je bolj kot ne to, vse ostale bomo imeli potem za nastavljati. To je bilo zelo ena izmed prvih nastavitev, ki je zaenkrat še niso ukinili, no, tako da pač tudi to bomo lahko spremenili na neki drugi lokaciji dosti boljše, ampak pač tukaj imamo to prvo opcijo. Ok, pejmo pod typography. Tukaj bomo imeli večino nastavitev, kako se naša tipografija na naši strani obnaša. Ne. Torej, takoj prva možnost je navaden tekst na spletni strani. Koliko zelo velik je navaden tekst, ne, in dajmo najti en navaden tekst. Aha, nič od tega ni navaden tekst, kako prikupno, dobro. Če bi šli zdaj recimo na neko objavo, ne, kjerkoli začnemo samo pisati, ne da bi definirali kakšen tekst, je to body text size. Dajmo poskusiti najti, da vam pokažem, kako ta stvar izgleda.
Evo, tale Hello World v mojem primeru, tole je zdaj navadno besedilo in to je zdaj body text size. Če ga grem jaz zdaj spreminjati, ne, lahko vidimo, da je ta stvar zelo vizualna, da si lahko izberemo točno toliko, kolikor želimo imeti svojo tipografijo veliko, in pa body line height je, koliko zelo želimo imeti razmak med vrsticami, med njimi. Druga stvar, ki jo imamo, je za naslove. Ne? Torej, tukaj imamo header text size za glavna nastavitev za naslove, ne? In pa pri naslovih je še en hec, letter spacing, ne? Da si lahko recimo med črkami damo razmak in pa spet imamo header line height, koliko zelo želimo imeti razmaka med naslovi. In pa pri header font style si lahko nastavimo še, da hočemo imeti absolutno vse bold, da hočemo imeti vse italic, da hočemo imeti vse v velikih črkah, ne? Pa še počrtano, če hočemo, ne? Da res gleda kičasto. In pa tukaj le spodaj imamo možnost zdaj izbrati tipografijo za naslove in pa tipografijo za pisavo, ne? Torej, mimogrede, ne, tako pač čist by the way, za vsak tisti modul, ki ga bomo potem postavili, si lahko še specifično tam nastavite pisavo, pa barvo, pa vse to, ne? Ampak to je zdaj samo, ne, uno ta prvič, ko flikneš modul gor, točno tako potem izgleda, ne? Na veliko žalost, ne, je, ko tukaj začnemo izbirati, nam ne pokaže, kako te tipografije v resnici izgledajo, ne. Tako da se najbolj splača, da si vzamete mogoče 15-20 minut, pa greste skozi Google Fonts, ne, da vidite, katera tipografija je tista, ki bi vam najbolj odgovarjala, in potem si tisto tipografijo izberete potem tukaj v tem spustnem meniju, ne. Se pravi, Google Fonts je zbirka popolnoma brezplačnih fontov za uporabo. Nekaj res kvalitetnih pisav je tukaj na voljo. Fakulteta recimo za navadno pisavo uporablja Open Sans od Google fontov. Slovensko za smetmi. Ja, mene ni bilo, no, tako da mi lahko veš. Ok, se pravi, potem so variacije namesto bold, pa light, pa ne vem, so pol bio, pa... Aha. Ok, no, zanimivo. Torej, po vsej možnosti je potem tudi Google font z smetmi, si lahko izberemo kot dizajn za našo spletno stran. Ne vem, kaj bomo želeli potem s tem povedati, ampak imamo to možnost. Evo, da si jaz res neke ogavne pisave izberem, tako da res super izgleda moja nova spletna stran. Evo nas. Evo. To bom pa dobil Prešernovo nagrado za tole. Ok. Body link color pomeni barva vseh povezav na moji spletni strani, ne? Torej, če imam zdaj v urejevalniku nek link, ki nekam linka, bo to tale barva, ne? Default modra, spremenimo jo lahko spet v karkoli hočemo. Potem imamo tukajle barvo za besedilo, navadno besedilo, in pa barvo za vsakega od tehle headerjev. Dajmo zdajle. No, kištica mi je spet zamrznila. Dajmo res nekaj lepega izbrati. A ne? Evo.
Ok. Torej, dajmo poskrolati gor in iti en korak nazaj. Zdaj smo spremenili tipografijo na naši spletni strani in pa pejmo pod background. Pri backgroundu, če smo zdaj mi definirali, da imamo box layout, si zdaj lahko izberemo, kakšna je barva tega ozadja in pa če želimo, da je v tem ozadju kakšna slika. Se pravi, fotko lahko damo sem ali pa definiramo eno barvo tega ozadja, da bo stvar res lepa. Evo. Takole. Lahko daš tudi slikco. Gremo tekmovati, če uspe komu narediti gršo stran od meni. Ne vem, če vam bo uspel na koncu. A ne? Ja. Najbolj hecno se mi zdi, mislim, jaz sem delal diplomsko nalogo iz tega, ko smo mi postavljali te spletne strani, ki so bile v bistvu totalen junk, ki so bile narejene za to, da pač se čim več pojavljajo v Googlu oziroma v vseh iskalnikih, je bil point v tem, da je bila stran tako zelo zanč za uporabo, da je folk klikal na oglase. Se pravi, toliko zelo zanč in oglasi so bili najbolj perfektno postavljeni, da pač je bilo ono, kje pa je mučo dime. Ja. Oglasi so pa perfektno postavljeni, ja. Se splača, Mislim, splača se biti, za take spletne strani se splača biti dober slab dizajner. Za kakšno drugo profesionalno spletno stran pa ne. Pejmo v Header and Navigation zdaj in pa v Header Format. Tukaj bomo že zelo velike spremembe videli na naši spletni strani. Tukaj je pod Header Style, zdaj Header and Navigation in pa Header Format. Evo nas. Tako, in zdaj imamo tale spustni meni Header Style. In če jaz zdajle izberem iz default v centered, glejte, kaj se zgodi. Mojo navigacijo mi je vrgel na sredino in logotip mi je vrgel na sredino nad navigacijo. Čisto drugačna postavitev. Še lepša oziroma še bolj zanimiva se mi zdi tale, centered inline logo. Torej, vrže mi navigacijo na sredino in na sredino med elemente mi vrže moj logo. Spet čist drugače, kot je bilo prej, logo je bil na levi, klasika in pa navigacija na desni. Potem imamo še dve možnosti. Te dve možnosti uporabljata tale hamburger meni, ki se začne pojavljati na vedno več straneh, še posebej na mobilnih straneh. Torej, prva je slide in. Če kliknem jaz zdajle na tale hamburger meni, bo šel meni iz desne strani. V trenutku, ko mi bo, je meni slučajno miška umrla. Ja, baterija od miške mi je šla. Gremo probati. Če jo lahko takole zbudim, drugače bom pa mogel pobegati malo knjižnico. Hudo dela. Torej, če kliknem, slide in pride iz desne strani, oziroma, če izberem tukajle full screen, bo moj meni čez cel zaslon šel. Evo, in pa, če gremo zdajle nazaj na default. Glejte, tukajle imamo Enable Vertical Navigation. Spet čist drugačen dizajn. Zdaj mi je pa navigacijo vrgel na levo stran in imam logo in pa potem meni. Mimo grede, čez nekaj sekund bomo prišli od tega, da lahko tole skenslamo, tole ikonco za iskanje.
Tako, ne? In tukaj si lahko izberem, ali hočem imeti stvar na desni ali pa na levi, ne? Spet pač čist oblikovna odločitev, kar vam najbolj sede. Jaz bom šel recimo na Centered Inline in pa skenslil bom Vertical Navigation, takole, da bom prišel do tega. Nekaj je z CSS-em narobe, ni mi ga vrgel prav. Ok, hop, evo ga. Ne? Takole. Pa bom šel en korak nazaj in prišel do prvega menija. Ne? Se pravi, primary menu bar, on tretira to, ne? To glavni meni. In pod primary menu bar imam zdaj spet možnost, ne? Kako so te elementi veliki. Dajmo najprej menu height, ne? Kako zelo je prostor za ta meni velik, kako zelo so velike črke v tem meniju, kako zelo so črke med seboj razmaknjene in tukaj imam spet recimo možnost si izbrati font. Ne? Za praktično vse te stvari imam možnost definirati font. A mi rata najde če bolj grozen font od tega, jaz sem pripričan, da mi rata. Dajmo na Bilbo. Nobene tekmuje z mano. Ja, ponavno nobene desetke, no, mislim, kaj si to, no? In pa tukaj imamo spet isto možnost, ne? Se pravi, elemente v meniju bi lahko vse avtomatsko poboldali, vse dali poševno, vse bi lahko dali, da so uppercase, ne? Mater, evo, super, ne? In pa da so podčrtane, s tem, da tukaj imamo zdaj barvo teh elementov, ne? In pa barvo aktivne povezave. Zdaj jaz bom šel na domov, zato da lahko pridem do ene aktivne povezave, ne? Torej, WordPress je tako dovolj pameten, da bo spletno stran, ki se nahaja v meniju, ne? In če smo na tej podstrani oziroma na tej pač neki stvari v navigaciji, ne, jo bo drugače obarval, ne, tako da ima recimo uporabnik, ko pride gor na spletno stran, že nekako vizualno možnost, ne, aha, tle sem, ne, to je zdaj ta aktivna povezava in to je tale možnost. Active Link Color je barva, ki jo mi definiramo za to, kje je. Ne. Veste, kam bomo šele prišli. No, potem imamo barvo ozadja. Ne. Torej, lahko spremenimo barvo ozadja našega menija. Tukaj. In pa barvo spustnih menijev. Ne? Jaz vam recimo tukaj pod četrto imam en spustni meni, ne? In tukaj tole bi lahko jaz zdaj spremenil v eno drugo barvo. Za hec. Evo, ne? Se pravi, moj spustni meni je zdaj modre barve. Ja? In pa lahko tudi spremenim tekst barvo, ki je v tem spustnem meniju. Ne? Se pravi, do praktično vsakega elementa lahko pridemo in mu spremenimo izgled, če to želimo. To je to in pa, ne, tako kot sem rekel prej, ne, ko smo spremenjali tukaj accent color, to isto stvar lahko zdaj na tej lokaciji spremenimo. Ne. Drop down menu line color, če kliknem in izberem eno drugo barvo, bo to povozilo tisto prejšnjo nastavitev. Evo, ne. Glejte to lepo stvar. Okay. In pa še ena, ta zadnja možnost za primarni meni je, kako zgleda animacija, ko kliknem, ne, oziroma ko grem z miško čez četrto, ne, je trenutno fade. Mislim, da imam še možnost, recimo slide, ne, da pride
lepo iz leve. Mimogrede, ne, vsi ti elementi, ki jih bomo potem postavljali, ne, imajo možnost animacije. Ne. Tudi če greste malo poskrolati dol po tele, po tistem dizajnu, ki smo ga nastavili, je bil kar nekaj elementov je bilo animiranih. Zdaj pa še ena možnost, ki jo imam, če bi recimo želeli skriti slikca logotipa spletne strani, ne, imam to možnost tukaj zgoraj. Evo, pa grem nazaj in grem pod secondary menu bar. Secondary menu bar je tale element zgoraj. Ne. Če želite to uporabljati, imate to možnost. Če ne želite uporabljati, seveda pač ne, lahko skenslamo ta meni. Ne. Se pravi, pač, če gre res za veliko vsebine, ne, ali pa če bi mogoče želeli nekaj drugačnega, ne, mogoče, če bi imeli trgovino, bi imeli potem moj račun ali pa košarica ali pa karkoli. Ne. Torej nekaj, kar ni pač čista prva, najbolj logična navigacija, ampak je potem spet to. Ne. In spet imamo možnost premikati velikost, spreminjati font, barvo, vedno bomo do vseh teh opcij prišli. Pa pojdimo pod Fixed Navigation Settings. To je nekaj, kar smo prej mi si izbrali v možnosti strani. Ne? Se pravi, Enable Fixed Navigation. Če grem jaz zdaj malenkost bolj dol, ne? Lahko pogledate, kaj se zgodi z menijem. Ne? Pomanjša se in vrata zdaj druge barve, ampak stvar se drži zaslona. Ne? Torej, če bi bilo recimo še 30krat več teksta, bi ta stvar cel cajt ohranila svojo lokacijo. Ne? In to lahko zdaj tukaj spremenimo. Ne? Torej, vklopili smo ga, drugače, če ga recimo ne bi izklopili, bi šel zdaj pač meni ven iz zaslona in ga pač ne bi bilo. Ne? Tukaj lahko spet spremenimo barve tega menija, kako je velik, zato ker lahko recimo vidite, da moj primaren meni je recimo večji od tega statičnega, in rata malo manjši. To je skoraj vedno bil ta hec, da ko greste dol scrollati, seveda ta stvar žre nek prostor na zaslonu. Tako da, če je to zdaj nekaj gigantskega, ki bo šlo čez pol zaslona, naredim tako, ne, je potem pač stvar dosti neuporabna, zato ker uporabnik ne vidi pač same vsebine. Tako da tukaj lahko malenkost pomanjšamo menu height in pa spet lahko praktično vse te dizajnerske nastavitve spremenimo. In pa pod header elements, še ta zadnja zadevščina za našo glavo strani, si lahko tukaj izberemo, če želimo socialne ikonce imeti v svoji navigaciji. In pa tukaj lahko vpišem svojo telefonsko številko. Kako? To bi še malo zamirati ven. Še nekaj je tukaj narobe. Ok. Zdaj po mojem nek CSS problem, to pač ne bo potem. Sam pa zamirala si ven. Ok, v trenutku, ko sem začel pisati telefonsko številko pa e-mail, zdaj sta se pojavile v tem sekundarnem meniju. Torej, če bi želeli, da je pač zdaj nek call now, da je cel cajt to zraven navigacije, imamo tukaj to možnost in tukaj lahko tudi, tako kot sem prej rekel, skenslam tale search icon, da ljudje
ne iščejo po strani. Ne? Zato, ker to je zdaj pač neka funkcionalnost, ki jo CMS ponuja, ne? Da bi lahko nekdo išče po strani, ampak če imamo, ne vem, 5-6 podstrani, je to čez brez veze. Ne? Medtem, če imamo nek kompleksen nek magazin, ne, je absolutno pač nekaj, kar želimo, oziroma bi si to potem tudi postavili nekje v nek gradnik, ne, da lahko seveda iščemo po vsebini. Ne. Ampak pač možnost nam da tudi, da se ikonca pojavi zraven kot element v navigaciji. Ok, pejmo v nogo strani. Torej footer in pa layout. Zadnjič smo šli čez gradnike. Ne? Ta tema recimo omogoča dosti več prostorov za te gradnike. Ne? Zato, ker ona zna recimo gradnik tudi uporabljati. Odkje si pa ti prišla? Kako je pa, kako? Se je zbudila od nekje, okej. Zdaj, znotraj te teme, ne, imamo v tej nogi strani prostor za 4 gradnike. Ne. In mi si lahko zdaj to spremenimo tukaj. Ne. Jaz vam recimo od prejšnje teme, ki je imela samo 2 prostora, ne, imam nastavljeno to, ga še nimam nastavljeno. In če bi zdaj recimo si tukaj izbral, hočem imeti samo 2, ne, imam zdaj samo 2 prostorčka za nekaj. Ne? Se pravi, to je neka vsebina, ki jo lahko namečemo v nogo strani, ko se naša nek content na strani zaključi. Ne? Torej, lahko bi imeli recimo kakšen zemljevid, lahko bi imeli kakšne kontaktne podatke, lahko bi imeli, ne vem, kam nas lahko pokličete, whatever. Ne? Nekaj v nogi, preden se spet začne navigacija. In pa tudi v footerju lahko seveda spremenim barvo, to je res lepo, evo, barvo noge. Druga možnost, ki je za te gradnike, kako bodo izgledali, ne? Torej za te gradnike jaz lahko zdaj rečem, samo za njih želim, da je recimo naslov gradnika povečan in pa da je besedilo povečano. Ne? In pa spet imam iste tipografske možnosti, kot so bile do zdaj. Ne? Kjerkoli lahko spremenim barvo, ozadja, velikost, tipografijo, to je trenutno ne morem spreminjati specifično. Če poskrolate čisto dol, lahko tukaj vidite, da imamo tele socialne ikonce, ki smo jih prej nastavili. Ne? In če tukaj zdaj izklopim Show Social Icons, se bodo te stvari, če bo sreča dala, evo, zginejo. Ne? Če jih ne želim uporabljati, če ne želim, da so tam, jih lahko preprosto izklopim in bodo šle preč. Premikati jih pa nažalost ne moreš, lahko samo tam jih pustiš. Zdaj, ti si lahko kamorkoli sicer te ikonce postaviš tudi znotraj spletne strani. Ne? Se pravi, tle je možnost samo, ali hočeš imeti tle ali ne. Medtem, ko bomo prišli od teh modulov, ne, lahko pač točno tle, pa točno tako bodo veliki, pa tudi ne. Medtem, ker pač tukaj je ena izmed teh najstarejših možnosti, ki pač še niso prišli do nje. Tretji meni, ki smo ga imeli na možnost za obkljukati, oziroma lokacija za meni, ne, je tukaj le spodaj. Ne. Mimo grede, ne, v te 3 lokacije, ki jih omogoča Divi, imamo lahko 3 različne menije, če hočemo. Ne. Ne? Zdaj pač, ker imamo samo en meni, smo izbrali en meni, da se pokaže na vseh 3 lokacijah, tako da vidimo pač te lokacije, ki so na voljo. Edina razlika med menijem v nogi in pa menijem v glavi je to, da meni v nogi nima podelementov. Ne? Se pravi, če grem jaz z miško čez 4, to je vse, kar mi omogoča, ne? Medtem, ker tukaj imam spustni meni in tukaj imam spustni meni. Ne? In tudi tukaj lahko recimo, evo, še
letter spacing, da je stvar res lepa. In gremo ven. In gremo čisto na ta zadnjo spodnjo zadevščino, kjer imamo tale Designed by Elegant Themes. Evo, ravno prav si prišla nazaj. A si? Dobro, ne? Pa se pa lahko zamenjava, pa boš ti malo, pa ne si malo poslušal, ne? Right. Če želite, ne, si čist flikniti ven tale tekst, lahko kliknete tukaj na Disable Footer Credits, oziroma lahko tukaj napišete nekaj drugega. Ne. Se pravi, lahko bi recimo napisali copyright, moja super genialna spletna stran, 2019, kliknite sem za poceni Rolex. Zdaj, ena stvar, do katere avtorji te teme še niso prišli, je, da bi bila tale stvar za tem, kaj že reč editor v slovenščini, bogatim urejevalnikom. Ne. Tako da v ta prostor, ne, lahko mi pišemo HTML kodo. Pa vas bom naučil eno zelo enostavno HTML kodo, kako nekam linkati. Ne. Se pravi, vi lahko recimo copyright, ne vem, zdizajniral Jože potrebuješ, ne, in potem ta stvar linka na nek vaš portfolio, naprimer. Ne. Ali pa, ne, se pravi, če bi postavili to za nekega naročnika, ne, je potem tukaj spodaj link na vašo spletno stran. No, pa dajmo prvo HTML kodo se naučiti. In sicer ta koda bo izgledala takole. Ops. Dajmo tole še malo povečati, da bo še kdo videl. Torej, manjše od A, H, R, E, F. Zdaj se bom pa na slovenski tipkovnici malo hecal. Evo. Je enako, potem so navednice in tukaj le bomo dali svojo spletno stran. Naprimer, torej, pik. Zdaj pa jaz bom še toliko fin, da si bom dal tlele HTTPS, ker imam že glih certifikat nameščen na tej spletni strani. In zdaj tukaj nadaljujem. Tukaj bo besedilo, ki bo link. In zaključil bom z, takole. Torej, gre za tako imenovani anchor link. Ne? Lokacija, kamor linkamo, je to. Ne? Se pravi, tukaj damo en URL, ne pozabiti na to, bom dal še malo lepši. Evo, čakaj, načrt, kaj že, risanje, postavitev, ležeče, evo, malo manjše. Takole, ne, to je ena vrstica je vse skupaj. Ena stvar, ki jo Word meni spreminja, je, da mi da te lepe navednice, to bomo spremenili v trenutku, ko bomo copy-pastali tja noter. Torej, klikam tole, še enkrat, ne. Torej, to je anchor link in on se začne. Ok, ne, linkam na to in, ne, besedilo, ki bo link in potem je konec linka, ne. Se pravi, to je besedilo, ki se bo pojavilo in na to besedilo se bo dal klikniti in brskalnik te bo vrgel na neko drugo spletno stran, specifično to, kar sem zdajle nastavil. In če tole zdajle tukajle prelepam in se mi je celo dal normalne, to je pa res lepo od njega. Torej, ne, imam tukajle noter besedilo, ki bo link. Zdaj, ker smo v temle urejevalniku, ne morem gor klikati, ne, ker bi me vrgla neko eksterno spletno stran in tega ne želi ta urejevalnik, ne. Ampak če bi nekdo, ki bi zdaj prišel sem not, kliknil na to, bi ga vrglo tako, ne. Zdaj pa, da vas naučim še nekaj drugega, a zna kdo na tipkovnici znak za copyright?
Ne? Okay. Znak za copyright je desni alt 0169. Alt 0169. Ne? Ops. Sekundo, zakaj mi pa zdaj tega ne spusti? Evo ga. Ne? Premalo tišiš. Res je treba močno. Ne? Se pravi, pač to so ASCII znakci. Ne? Vsak od teh znakcev ima recimo ima svojo številkico in copyright znakec, pač, da ga ne rabite kje iskati, je recimo to. Mimogrede, ne, v Windowsih imate tole aplikacijo, Character Map. Ne vem točno, kako se ji reče v slovenščini, nabor znakov ali nekaj takega. Ampak, če odprete to aplikacijo, imate spisek vseh posebnih znakcev, ne, in lahko recimo tudi tlele copyright kliknem, select, copy in ga imam v clipboardu, ne, pa ga pa lahko sam prelimate. To je recimo malo lažje, kot 0169, kaj? Ne, to je že tista tablična tipkovnica. Aha, super. No, ampak še kakšen drug znakec ti sicer da na voljo, ne samo copyright. No. Ker smo zdaj že glih tukaj, ne. Se pravi, bi tukaj zdaj dal copyright 2018, ne, in potem je besedilo, ki ga tukaj potem linka na nekaj. Ja. Nažalost, še nimamo kode, ki bi avtomatsko preskakovala na trenutno leto, ne. Tako, če boste trenutno leto napisali tlele, je fajn, da greste enkrat na let, oziroma 1.1., polka imate, polka je konc mačka, oziroma 2.1., ko je konc mačka, in spremenite tele letnice na drugo leto. Ne. Do ostalih možnosti bomo prišli malo kasneje, zato ker bodo zelo specifično vezane na module. Zdaj edino, ne, če bi kdo slučajno si hotel spremeniti zdaj tisto, kaj se pojavi na glavni strani, imamo to možnost tudi tukaj spet spremeniti. Ne. Se pravi, na homepage settings, če zdaj kliknem, imam tukaj isto, kot bi imel settings pa reading, ne, lahko pokažem, da je na moji glavni strani so najnovejše objave, ne pa statična stran, oziroma na moji glavni strani je statična stran, ki pač smo jo prej zdizajnirali na tisto dizajnersko zadevščino. In pa, ne, ko ste fertik z vsemi spremembami, publish, nujno. Ne. Če zdajle zmanjka elektrike, smo pač kar nekaj sprememb naredili in te spremembe se ne bi shranile, nažalost. Tako da kliknil sem na publish in zdaj lahko kliknem tukaj na X, da si to stran zaprem. Še eno stvar bi vam pokazal, preden bomo to stvar zaprli, tukaj spodaj. Tele tri ikonce nam omogočajo, da skačemo med pogledom, približnim pogledom tega, kako bi izgledala spletna stran na računalniku, kako bi izgledala spletna stran na tablici podobni zadevščini, ne, in pa kako bi izgledala spletna stran na telefonu, ki bi bil še manjši. Ne. Torej, kako bi se te elementi čisto drugače postavili, ne. Dajmo na tablico, da bo vsaj malenkost vidno, ne. Kako bi se ti elementi drugače postavili, ne? Kako izgleda zdaj meni na tablici, zato ker je drugačen, ne? In pa vse tele gradnike, ki so bili prej na desni strani, mi je vrgel spodaj pod vsebino. Ne? Kako? Veš kaj, zdaj logika teh fluidnih dizajnov je tako, ne, da
ko bo prišel do enega thresholda resolucije, bo začel kazati tablično verzijo in potem bo začel kazati telefonsko verzijo. Ne? S tem, da pač stvar ne deluje na način resolucije, zato ker recimo moj telefon ima višjo resolucijo kot tale zaslon. Ne? Mislim, zato ker so pač high density zasloni in telefon se telefon in tablica, mislim, da se oba dva prepoznata oziroma spletni strani predstavita kot mobilni aplikaciji. Ne? Jaz sem mobilc, ne? Če imaš kakšno verzijo za mobilce, pokaži to. Ne? In ti si lahko recimo v brskalniku potem specifično rečeš, zahtevaj desktop verzijo. Ne? In tista je pa potem pač taka, ki ni popolnoma poneumljena.